Ja, danes je bil namen v Prešernu seznaniti javnost, predvsem pa tudi gasilce na njihovo željo, da tudi oni obnovijo temeljne postopke oživljanja oziroma tudi prenos poškodovanca, imobilizacijo poškodbe. Tako da gre za tako manjšo delavnico osveščanja vseh tistih, ki imajo željo pri oživljanju. Predvsem cilj tega pa je, da čim več ljudi pristopi k reševanju, k oživljanju in da se v ta način tudi pomaga stvari in da pač nekaj naredijo. Se vam zdi, da na splošno ljudje poznajo, ne poznajo postopke, vedo, kako se uporablja defibrilator? Lahko rečem, da v zadnjih letih, odkar so te akcije oziroma izobraževanja laikov potekajo, lahko rečem, da so ljudje kar osveščeni, seveda imajo še vedno tisti strah, kako pristopiti, ampak iz zadnjih let je vidno, vsaj tu v Brežicah, da je vedno več aktivnih in tudi na vajah, ko nekateri večkrat hodijo, se vidi, da so že dela in da je manjši strah, ampak še vedno vaja. Mogoče za smisel, isto ga da iz globine, iz vodnjaka, ki so plini, isto ne delaš. V takem primeru bi pa vi prepoznali, da bi lahko za zastrupitev. Naprimer, prideš v hišo, pa da zastrupitev spino. Kaj bi to prepoznali? Najprej vonj, pa še. Eni plini nimajo vonja. Lahko vam tudi, ne vem, da zdaj v kakem primeru tudi navrže to, da je možnost, naprimer, da je možnost zaprt, pa da je nekaj čudnega se dogaja. Moraš narediti spet, poskrbiš za varnost, normalno boš posumil, da gre lahko za kak plin, pa je to vse. Tako, prej spomijaš, kaj notam delati. Opet priješ notam, kako boš reči, ali pa ne vem, gled. Kaj se ti dogaja? Vsaka nižja. Dobro, zdaj smo zašli. Švetlo. Je to vse razumljivo, kako je delati. Jaz bi vas zdaj dala 2 po 2, mi ga bomo s Primožem dala scenarij, ali jaz ne Primož, pa vas bomo vmes malo dražila, da boste videli, kako to dejansko v realnosti izgleda. Ti smo pa pol, en scenarij, pa bo vam naslednje krogo. Se strinjate? No, potem pa dejvo. Ampak ne bote tako spodružvanje skupaj. Bomo vas malo potalali, bomo dali malo Slavko, pa ena Vlada pomoga. Vi se podločite, kjer bo vodo, kjer bo pa bolj odpali. Evo. Ja, dejva. To ne si gledala. On je zdaj tako na stolica našla tega gospoda. Nekdo mora do njega stopiti. Ne, opadva. Gospod, a vas slište? Lahko tlede preveriš, če ima utrip? Ne se vam ne odziva. Ne se vam ne odziva. Pokliče vam pomoč. Tako. Pokliče 112. Kličeš pa, tako, ti boš klicala, on ga pa dal na hrbet, pa ga imaš tule. Evo, pusti ga. Tu je malo, ti pa kličeš. On dela, ti kličeš. Ti se vse zmenila, stava pisati sama vodila. Pa mi naj postanem na zvezi. Tako, vidiš, da vse veš. Tako. Kaj pa zdaj je pomalo? Ne diha. Ne diha. Kaj pa zdaj? Pristopno k oživljanju. Tako, k izvajanju stisov prstnega koša. 2 in 3 in 4 in 5 in 6 in 7, tako. Ko se boš, bomo rekli, utrudil, boš rekel te svoji prijateljici, ki je s tabo, da te bo malo zamenjala. Pri menjavi ste zelo pozorni, da ni prekinitve vmes. Ko bo on prosil, boš rekla, sem pripravljena, lahko prevzamem. Tako. Bravo. To je pa že malo mlade krvike, malo bolj živatno, ne? Kako dolgo to delate? Dobri hod računov. Ne smeš ostaviti. Zdaj pa čez čas, rečemo, ko sta vidva to delala zdaj 2 minuti, je on začel. Hrkat je začel. Tako, ali pa hrkat, nekaj je začel. Koga pa daš v bočni položaj? Še pred tem narediš kaj? Pogovoriš ga? Ne vidiš? Kaj bi naredila?
To, kar Spustiš pa prej dihalno delala. pot. Spustiš pa preveriš, če se kaj dogaja. Okay. Se pravi, če zadihal, narediš kaj? Stabilni bo čebul. Ugotovila si, da diha in da ima puls prisoten, ker ste ga uspešno se stisnili spravila skupaj, ga data v A kar delno boš položaj. Nekaj bi nakazala še, sicer to je lutka, je malo težje, kaj bi dala? Roko bi dala, eno bi dala, 90. drugo bi dala, Klana. tako. Ampak ne moreš. Lutka ima težje, ker ni Tako. idealno. Že všeč mi je to, ker je postavila pozicijo, da si ga bo obračala k sebi. Zmeraj obračate do sebe. Zakaj ga obračate, smo že prej rekli tako. Če bruha, če karkoli se z njem dogaja, imaš ga ves čas na očesnem kontaktu. In dejansko Tudi če bi nehal dihati na tako, da lahko ponovno začne s temeljnimi postopki oživljanja, ne? Tako, super. Super, kaj bomo zaplotkali, ste bila pridna? Bomo pilili naslednje Okay, še ena zadeva. Zdaj, kako dolgo bi odbila, ne? Lahko ne zadiha. To je super, ko nekaj zadiha, wow. Super do prihoda do reševalca ali nekoga, ki je bolj izkušen, ki vam pride po. Nikoli pa ne uživa tako dolgo, da se boste tudi zmatili. Zakaj? Ker če boste vi delali redni, pa določite vse do nemogosti, se bo zgodilo, da boste tudi vi lahko 20 skupaj, bomo pa meni pa 2. Se pravi, hvala Bogu, da zadiha, oziroma da dobi znake življenja, to prihoda reševalstva, pa neke osebe, ki bo izkušene, ki vam pomagajo. Pri primeru, da ste pa sami, nekje pa uživate, se bo čas reševalnega vozila podaljšati, pa kaj narediti, se boste vmes naredili sami krajše pavze. 20 sekund pavze, da še vi zadihate, pa potem nadaljujete. Vi ne smete razglasiti mrtev, razglasi lahko samo zdravnik. To je ključno, to smo se odločili. Dokler ne pride ekipa, to je zelo garaško delo, to se mi zavedamo. Zato nekako spodbujamo, da se potrudite, da maksimalno to delate, ampak seveda ne začeti takoj na moč, da to daš vse od sebe tisto. Potrudi se po maksimalni svoji moči in da zdržiš tudi res dovolj časa, da to res lahko delate do prihoda. To je ena zadeva, kdaj pa ne bi uživali? Se pravi, Mislim, da to je ne uživamo takrat, kada so poškodbe tako hude, da niso zaživeli za življenje. To smo prej rekli. Smo kazali malo travme polune, se pravi, da so pač v neko grd scenarij, ena roka tam, druga roka tam, se pravi, takrat ne moramo uživati, ker je zadeva zaključena. Pa kdaj še? Pa kdaj še ne uživamo? Tisto moraš tudi kdaj še ne uživati. Mi rečemo tudi, sicer je to zdaj etično, moralno včasih zelo sporno, ampak če imate nekoga doma, ki se ve, da je v terminalni fazi, torej v fazi, ko že umirajo, ko so vam že zdravniki povedali, da so zdravljenja zaključena, da to več ni združljivo z življenjem, pustimo takim ljudem tudi, da se dostojanstveno poslovijo. Ne? Seveda, včasih je to zelo težko za vse. Ampak nekako se trudimo, da jih takrat pa res ne delamo nekaj, kar pač ni v naših etičnih in moralnih načelih. V redu. Tako, gremo na naslednji par. Imamo mi scenarij v 4. Ajde, Slavko, da smo Mojca šprobali? Boš, Jože? Jože, malo spati, pa pojema, no? Vidva sta pa prišla, poklicali so vas sosedje, ker niso mogli do svoje hčere, ki je v stanovanju, vejo, da je mama, ki je rodila, ne morejo nikaj do nje. In videla boste prišla zdaj nekako do nje, pač boš povedal postopke, kako boste prišla do nje. Našla ste jo pa na sedežni tako ležati z otrokom gor. Jaz ti bom pa še kaj vmes povedala. Težki ste mi. No. Ne, ona je dejansko je rodila. Ja, rodila, dojenček ona z bolnice, doma so si... Torej otrok je pa v redu. Ja, nič ni, jaz nisem še nič povedala. Jože bo povedal zdaj, kako mu prišlo sploh do te dame noter. Kot gasilec, kako si prišel do dame? Ja, zdaj edino, če
Da kliče na 112, da pridejo brščani, ali pa da razbije lok in pridemo noter. Pridemo v razbije lok, gremo čez balkonske vrate noter in bomo prišli do nje. Prav, prišla sta do nje, najdla ste jo na sedežni in zdaj bo takaj naredila varnost, varnost. Da je vse v redu, da lahko pristopimo k njej. Jože, varnost. Jaz sem rekel, da je vse v redu. Stopo se čez balkonske vrate noter. Ja. Kaj boš naredil? Neodzivna je, nič ni na sedežni. Hiša se Aha. vrši. Jo, prezračni Ido. prostor, okej. Tako, prezračni. Tako. Ok, zdaj pa od njih dveh neč ni. Okej, stop. Ne, jaz sem s te strani, ti se strani. Poklipa pa Glenček. Halo, vam je slabo? Ja, kaj je? Otrok, poglej otrok. Z otrokom je vse v redu, z otrokom je vse v redu. Z otrokom je vse v redu, umirite se, z otrokom je vse v redu. Otrok. Kaj? Ja, pravi, otrok. Ni v redu, z njo pa je. A z otrokom ni v redu? Pa če ona govori, poj so otrokom ni v redu. Ja, bomo poskrbeli za otroka, umirite se, gospa, bomo poskrbeli. Dej pokličete do mene. Ti boš pa začel te postopke z otrokom. A smo rekli? Ja, tega tudi pogledam. Ampak zdaj tako, njega opihujem, ne? Pet upihov začnemo. Ampak upihnemo usta in nos hkrati. Tako, bravo. Objameš se s svojimi usti, sem ne zdaj tukaj Ja, ja. delam, tako. Objameš nos in usta skupaj in z občutkom pihneš. Ne na silo, ne hitro z občutkom do upora. Zopet zajameš zrak in 5krat tako ponoviš. Ne? Potem pa, ker se otrok ni odzval, bi začel kaj? Z masažo. Kar dejva. Dejva, kako bi njega, kam bi tega otroka dal? Ne moreš ga na mami imeti, ona bo mamo pomirila, ti moraš pa otroka si nekam dati. Ne? Ok, boš ga dal na tla, ker ti bo tako najlažje, ne? Ja, pol pa samo s prsti. Dejva. Pritiskaš, pritiskaš. Lahko pokažem, da vam bo lažje, ker nismo to šli. Kako bi bilo najlažje otroka, da me vsi vidite? Ta je res mali, vsi imamo roke dokaj velike in bomo prijeli otroka ospodi, prste si bomo dali gor, ker bomo tako lažje dlje časa zdržali in bomo začeli stiskati. A tudi stiskamo. Tako, seveda, stiskaš isto 1/3 prstnega koša, frekvenco 30 in potem daš zopet 2 upiha. Ne? Je to razumljivo? Bomo potem še pokazali. Kar dejva. Ti si poklicala, prihajajo in zdaj se z gospo ukvarjaš, boš gospo pomirila, rekla ji boš, naj se na bok vleže, da bo bolj sigurno, ne? Če Ste se rekla 5 upihov, pa bolj spet. Koliko kdo pomasiramo? 32. In samo razlika je pri njih 5 začetnih upihov. Preden karkoli začneš delati, 5 upihov narediš, pa začneš stisati. Ja, Masažo. pihom pa lahko diha. Ja, ni, seveda, ampak on ni začel scenarij, sem vam povedala, da ne dela. No, okej, okej. Okej, Ne? dobro. Tako, Še kaj? 2 upiha si dal zdaj nakazal. Pa spet greva 32. Zdaj se pa zajokal, pa bo še Tako. konc scenarija. Kaj bi pa pol z otrokom naredil, ko pride k sebi, naprimer, kaj bi z njim naredil? Ja, pol bi ga... Kaj je važno pri teh malih otrokih, da pazite vsi? Da nima kaj v noter. Ne, nekaj drugega več želim. To so mali otroci, glavico je treba paziti. Ne moreš kar otroka vleči levo desno, treba je paziti, da imate glavo ves čas v nekem varovanem okolju, ne? Glavo varuješ pri otroku, ne? Čakajte, me spusti. Lej, tako, tudi ko ga boš dvigoval, ne, boš prijel, si ga boš dal na roko, da varujete glavo. Vidite, da je glava podprta. Ne? To zdaj vi, ki imate manjše, boste to bolj, mi malo starejši smo se to, ne? Varuješ. Ne? Tudi če bi ga zdaj obračal, da bi karkoli treba, varuješ, obračaš in varuješ. Ne? Varuješ, ves čas varuješ glavo. Ne? Če bi mogoče kak tujk bil, koliko si želel nakazati, no pa dej bo nadaljevati zdaj. Kako bi odstranili, rečemo, pri tem otroku tujke? Ja, tako ga imaš zdaj ga vrnil, pa ga sam potročil v pohod. Kako bi ga vdaral? Kar pokaži. Ne, tako, glej, to bi bil malo bolj prenežen, ker če bi tako delali, bi ga sam božal, ampak tako. Date si ga na neko pozicijo, da ste tudi vi dovolj zasidrani, ker če si zasidran pa dovolj močen, tudi lahko ti se prevržeš ali karkoli. Dala sem si ga dol, usta imam, da bo padlo ven, če karkoli, varujem glavo in ga bom 5krat med lopaticami udarila.
Enkrat, dvakrat, malo presledka, trikrat, ne? 5krat tako ponovim. Dokler pač ne pade ven, če je nek tujek noter, ne? Ja, zopet pazimo na handling, ne? Ko ga bomo položili, ga položimo zopet tako, da pazimo, da je glava ves čas varovana. To naj vam ostane. Mamo smo pomirili, mami smo razložili, da je z otrokom vse v redu, ker ona bi znala potem biti panična, nervozna, nervozirana. Potem, ko ste otroka spravili k sebi, ga tudi date v njej, seveda ste ob tem varujete, dokler pač ekipa ne pride. V vsakem primeru ga mora ekipa tudi pogledati. To, kar pomeni še pri otroki, je še eno zadevo zadal. Pri otroki, oziroma dojenčki, otroki že imamo, nikoli glave ne dajemo nazaj. To dojenček. In ko pridemo do njega, vedno ga pijemo za glavco, pa ga poščipamo, če se bo odzval. In če se ne bo odzval, potem pa začnemo uživati. In vedno, ko sprostiš dihalno pot, ne delaš glavo, ampak samo usta odpreš, pa vidiš, kaj je. To je ena stvar, še pri tem je pa kaj pomembno, da se mu podloži za hrbet. Zato, ker njegova hrbtenica bo zaobljena in glava večja. In treba dati planičko, ali pa nekaj, da je on čisto. Recimo imamo tle, pa lahko damo, evo. Ker glava je večja in težja, te pride do ume, pa boš užival, boš mora. Tako to je, če pa tudi to spustite kot lajkini, pa tudi nič ne bobe. In pa dajmo tukaj, Tako. tukaj že Jožica prej pokazala, gremo z njimi, prsa pa imamo pripijemo, pa damo pa prsta, druga tretjina. Tudi tako Se lahko. bo dela dejansko. Če so malo večji otroci, ne, da se navežemo, če so malo večji otroci, lahko samo z eno dlanjo. Zaradi tega, da niste presilno, da ne delate s neko preveliko silo. Ampak ja, kako je že to tretirano dojenčka, za te pihe, kako si fali, do kjerga, mislim. Faze, veste ko, to imamo vsi težave, tudi mi kot profesionalci. Adolescentna obdobja se zelo brišejo. Tudi, ne vem, imate otroka pri 8 letih, ki ima že 50-60 kg. Rečejo, da z odraslim, tako kot da se odrasli ravnamo z njimi takrat, ko se jim razvijajo prvi znaki pubertete. Torej pri ženskah dojke, pri fantih začne taka puhasta poraščenost biti. To je za lajke najbolj enostavno oceniti, da bomo vas učili dolžina, višina, teža. To imamo že mi. Moram priznati, da imamo že mi težave. Ker zdaj je tako, kaj pomeni v prvi pomoči za lajke? Da se vsaka taka stvar čim bolj poenostavi. Tako. Zdaj, če gledamo čisto kot kmečko logiko, kmečko pamet bomo zdaj uporabili. Bomo tako. Vemo, da tega dojenčka ne moramo tako uživati. Vidiš, da ti je Vemo, tako da lažje tako je odraslo, da tudi eno loko nam bomo mogli. Se pravi, ena kmečka stara logika, da vemo čisto enostavno. Vemo, da tega bomo tako, če bo pa pač neke take variante, Bog ne daj, da nikoli, pa imamo eno. Vedno treba obrati neko kmečko logiko, vse tista pravila, ki so tujko teža, Pa za vas, kot vi, ki ste to sam slišite parkrat, da si poenostavite. Ker kaj rečemo, kaj je največja napaka? Neč ne narediš. Če čist neč ne narediš, pa da dvigneš roke, pa si stavi, kaj pa zdaj. To je največja napaka. Rečemo, da to je naprava, ki je v bistvu za čisto vsakega državljana Republike Slovenije najbolj enostavna za uporabljati. Ker naredi vse dobesedno samo. Je tako. Kaj pa je njena naloga pri temeljnih postopkih oživljanja? Prekine. Zdaj, če bi imeli to slajde, gor to, kar imamo mi pripravljene, bi videli tam eno žagico in dejansko njegova naloga je, da to žagico prekine. Da v bistvu srček začne lepo normalno nazaj biti. Daje nam tudi navodila, kako narediti, če niste sigurni, zato je super, če veste, da ga imate, da ga čim prej prinesete, postavite, vklopite in vas vodi čez cel postopek, da nimate toliko straha pri pristopu k temu. V bistvu je to en računalnik, sestavljen tako, lepo govori, fejst na glas govori, boste slišali, ko bomo šli čez scenarij. In pa večinoma čisto vsi so narejeni po takih, bom rekla, dveh gumbih znani. Zelenem pa rdečem. Zelen je tisti, s katerim ga vklopite, rdeč je pa tisti, ko bo prepoznal, da je treba tistemu, ki leži, dati to prekinitev nepravilnega delovanja srca, bo on začel noro utripati, mi se bomo pa naučili, kako to naredimo, da bomo to lahko pročili. Zato rečemo, da je 99,9% varna zadeva za uporabo.
Vsak aparatek ima elektrodice. Elektrodice so, bom rekla tako, odvisno, tako, nažalost je v slovenskem prostoru tako, da imamo različne proizvajalce, ki različno to prodajajo, različno tržijo. Eni imajo v bistvu v enih elektrodah in za odrasle in za otroke, drugi imajo dvojne elektrode. Bomo pokazali, kako izgledajo dvojne elektrodice. In sicer tako, lahko pogledate, da boste videli hitro na oko razliko, katere so za odrasle. Sam na vrečko pogledaj, da vidiš, katere so za odrasle, pa za otroke hitro vidiš razliko. Boste videla? Kaj to za otroke? Tako, avtomatsko že, ne? Ali pa piše adult only use, ne? Zatem pa piše odrasli gor, tle pa piše otroci, na primer, gor, ne? Piše? Piše. Piše, ja. Se lahko zdi, boš videl razliko. Lahko tudi ven vzamete, pa boste videli razliko, ne? Zato so odprte večnike. In tudi na njih je dejansko narisano, kam kjero namestite, ne? To vidite. Vidite, lejte, tukaj vam še tudi na sliki si kaže, da so te za oboje, za odrasle in za otroke, vidite, ne? Kaj se zgodi, če bi dala tolele, ki je narisana, da gre pod ključnico tukaj dol, pa obratno. A je to narobe? Ni, to ste si pa že zapomnili, ne? Važno je, da z njimi delamo kaj? Toko krog. Mi rečemo po domači toko krog. Da spustimo elektriko skozi srček. Ne? In na primer zdaj, če bi tele dosegel kabel, bo, ne bo. Bo, rada bi vam pokazala. Če bi dala jaz zdaj tolele tukaj, pa tolele tukaj, a sem dala prav? Ne, obratno. Ne, kontra. Diagonalno govori. Dala tako gledi ali nisem dala tako gledi? Kako se strinjate? Ne. Tako je vredno. Eno damo pod ključnico, drugo moramo dati pa na drugo stran, čim bolj pod pazduho, zaradi tega, da naredimo toko krog. Če bi obrnila, pa bi tolele dala tukaj, pa tolele tukaj, je glih tako vredno, ne? Tako, zaradi tega, da čim bolj poenostavite, čim manj si komplicirajte, ne? Ene elektrodice so že tako narejene, da so že skupaj spete in ne morete jih sploh drugače nalepiti kot tako. Ga še na sredini imaš to tisti za izvajanje stise in tako naprej. Ti si se več uporablja, Ja, imaš več ni, ti so sme prvič defibrilator. Še, ampak se bo nekaj, zakaj? Zaradi tega, če kaj bil debelejši, močnejši, ja. ni bo napravili lege. Tako da te so bolj praktične, pa še lahko improviziraš, če moraš lego spremeniti. Tako, in to je večinoma dobavljivo. Zdaj pri teh aparatih je tudi to pomembno, da imajo narejene, bom rekla, skrbnike. Zdaj v Posavju so, bom rekla, 90% je skrbnik občina Brežice, nekaj manj jih je, mislim, da 2 sta v zasebni lasti, pa to, kar imam, na primer, bolnišnica pa zdravstveni dom. Aparati morajo imeti vsakih 5 let pregled zaradi baterije, ker baterija ima življenjsko dobo 5 let, vsaka, na vseh aparatih, to smo zdaj zadnje preverili in drži. In pa zaradi tega, ker te elektrodice imajo v zadnji tako gelirno zadevo, zato imajo tudi rok uporabnosti in je važno, da se to pogleda tudi, če so elektrode v aparatih. Z pravilnim oziroma pravim rokom uporabnosti. Ker kaj se zgodi, če ga prinesete, pa nimate v redu elektrodice? Kaj mislite, kaj? Načeloma boste mogli delati rokos, mi rečemo. Aparat ne bo nič pomagal, ker ne bo prepoznal, ne bo stika, ker se tale želi posuši noter in dejansko je potem, bomo rekli, ne uporabljaš. Zato je fajn, da se to res vzdržuje in tudi ima smisel, če jih že imamo po Posavju, da se to res redno gleda in vzdržuje. Nič ni narobe, če vi kot občani občine Brežice si te aparate pogledate. Tudi če greste čez mesto, pa vidite tam pri Delavski je, pa če boste odprli škrinjico, pa pogledali noter, nič ni narobe. Pogleda ga lahko vsak, ne, kakšen je. Vzeti ga ne smete, ne. Tudi pogledate, če boste videli, ne vem, če boste imeli to voljo, pa pogledate, pa boste videli, da se elektrode pretekle, pa pač mora biti gor nalepka, da na tej nalepki pokličete skrbnika, da pač ste pogledali in da pač ste ugotovili, da bi bilo fajn, da se zamenja, kaj, ne. Tako, je še kako vprašanje okoli aparata? Mislim, da sem čisto poenostavila, tako da je za vas vse, bom rekla, najbolj enostavno, kar se da povedano. A boš ti še kaj strokovnega dodal? Ne muči preveč ljudi, prosim. Ne muči preveč ljudi. Ne muči, pa da bo.
To vse, kar je Jožica povedal, pa edino, kar je pa zelo pomembno, pa kako se varno uporablja. Ko se dajo elektrode gor, treba vedeti, ko bom rekel šok priporočen, kaj takrat pomeni. Da se odmaknemo, če slučajno bi bil kak sik, kak apnetiva vse stran in prednji pritisnemo tisti sedeč gumb, še enkrat pogledamo, potem pritisnemo zadevgo. To pomembno je, da je koža suha, se pravi elektrika pa voda nista glih kolegica, ne? To pa, drug primer, kaj se pa lahko zgodi, kaj pa če kaj bolj posmati, kaj pa zdaj narediti. Sam recim, da mi ne požavate. Pri kosmatih. Ja. Zdaj tako, za nove lahko rečemo, ne? Še to nismo povedali, ampak tako nove elektrode, te novi aparati, novejše elektrode imajo to gelirno vsebino znatno debelejšo in dejansko jih res ni treba briti. Kako boste prepoznali, da aparat rabi, da se ga pobrije? Zraven v setku je britvica za pobrit. Torej vam je že dalo vedeti, da je treba ga pobriti, ker ne bo ta žele dovolj, ne? Ker imamo ljudi, ki so noro poraščeni, ne? Tisto se pač obrije, zdaj ne rabite neke srčke delati, se malo pobrijete, date elektrodo, kaj pomembno, da je elektrik, da srce na sredini ima elektrodo, električ to glede. Skozi to je pomembno, elektrodo se za enkratno uporabo, ker ko enkrat primejo gor, jih boš dol potegnil, jih bo strgal, ne bojo več uporabne za naprej. Tako, so pa večinoma kompatibilne z našimi profesionalnimi, v Posavju bom rekla skoraj v 90%. Torej, mi prevzamemo, če so elektrode dobro nameščene, mi prevzamemo, preklopimo na naš aparat in v bistvu damo nove, da imate za naprej. Ker dejansko še ostane. Če ste uporabni, uporabljamo naprej. Zagotavljajo nam, da se pregleduje. Pri nas je trenutno to, kar spada pod občinsko zadevo, skrbnik gospod Zakšek. In on zagotavlja, da je to resno pregleda. Ne, on gleda. No, se pravi, zagotavlja, ker tudi mi zdaj v zadnjih 3 letih, oziroma rekla tako 5 let sem jaz to aktivno delam, v zadnjih 3 letih tudi zahtevam poročilo z seznamom, kje so bili updatani, ker moramo mi tudi za našo dispečersko službo naprej poročati. Hočete pa vi probali, da dobite ta občutek z defibrilatorjem. Primož bo prišel, pa bom jaz pa tekla pomagati, pa boste videli, kako zgleda. Primož, izvoliš. Se gremo. Vestište, kaj se je zgodilo, nič me ne čuje, Jožica pokličila. Ja, kličem. Ja, na šoli Fišece je. Ja, v redu, ja, bom imela telefon pri sebi. Ja, hvala. Dobila sem AED. Stanje oblačila iz bolnikovega prsnega kosta. Močno pritisni elektrodi na kožo. Močno pritisni elektrodi na kožo. Ne dotikaj se bolnika, analiziram srčni ritem. Ne dotikaj se bolnika, analiziram srčni ritem. Svetujem šok. Ste slišali, svetuje šok. Ne dotikaj se bolnika. Zdaj bo začela utripati rdeča, samo to, da vam kažem. Stran prožna bom, stran prožna bom, stran prožna bom. Šok izveden. Prični z oživljanjem. Aparat vodi naprej. Poj se nič njegove ritmo, ali pa, če se ti prekli, dela svoje ritme. Tako. Ritm. Tako, boš... 20. Evo nekaj, zdaj Jožica se popravil. Popravila se bom, ja. 30. Izvedi 2 vdiha. Čim bolj prekinitev, menjave, najboljše en na drugim, ker čim bolj prekinitev, ker v nasprotnem primeru bi en čez druga hoda, da se en druga venivala, pa bi se podomodila. Tako, mi pa bomo nehala zdaj, da bomo ugasnili, da boste vi malo še vadili. Ampak zdaj ne primer on, če on pride k sebi, postopek je končan. Če on pride k sebi, smo se učili. Ko on pride k sebi, pustimo priklopljenega, nič ga ne odklapljamo, ampak ga damo v... Tako, ne? Pustimo pa priklopljenega, ker nam bo lahko šel v blizu. Seveda, to če ga ti praviš k sebi, še ne pomeni, da je to dovolj. Zdaj pa to rešeno. Ne. On bo lahko še zmeram šel v isto stanje. Tako pa na 2 minuti ga preverjamo. Tako, ne? To, kar smo prej so punce probali, ne? Po 2 minutah, vsake 2 minute je treba preveriti zopet. Zvrnemo glavo, ne? Tipamo, gledamo, pa poslušamo, ne? Tisti 3 preji. Ok, zdaj pa to bo probal AED.
Gremo, vidva smo pokazala. To, kar povete, pa Kje imate? kaj pa se je zgodilo, da En leži na tleh. en leži na tleh, ja kaže, kako pa veste, da rabite defibrilator? Kolega je rekel. Ne odziva se, ne diha, ne, a še vi delate? Pavlija, kje si Pavlija? Malo Okej, Ivan, pa že na to rekli? Masaža srca. A, že nekaj počnete, dobro. Ja, res je, defibrilator imate na osnovni šoli, to res ste 30 sekund oddaljeni, ne? Vi ste v gasilskem domu. Tako je, ja. V redu. Idite po defibrilator, vnesite, da boste priklopila, pa telefon imate ves čas dosegljiv, če karkoli treba. Ne? Počasi. Klopi, smo rekli, klopi, ko ga neseš, takoj klopiš, zdaj pa lepiš. Člani oblačila iz vodnikovega prsnega koša. Pritisni, zdaj ga Močno pritisni elektrodi na kožo. ne se pa. On mora ves čas izvajati stise. Pritisni elektrode, fino pritisni elektrode. Tako, ja, ker to je šolski. Bolnika, analiziram srčni ritem. Tako. Ne dotikaj se bolnika, analiziram srčni Ne, ritem. nekaj reši. Svetujem šok. Ne dotikaj se bolnika. Kaj je rekel? Pritisni Ne boš pa rekla, to kar je. šok. Strošta bo. Strošta bo. Pritisni gumb. Šok izveden. Prični z Takoj, oživljanjem. ko proži šok, mora nastale zraven začeti izvajati stise naprej. Kaj smo rekli še enkrat? Z defibrilatorjem samo prekinemo nepravilno delovanje srca. Pumpe, po domače rečeno, ne dela. Manj se. Zato je treba stise takoj začeti delati, da se pumpa po domače rečeno dela. 30. Izvedba diha. Čakaj, če Ja, nimamo ka- pivo, kar Ja, dalje smo rekli. Rekli smo dalje. Če ne dajete v piko, Samo bo šla, kaj skrbi. lahko se pa zamenjate, da boš proba. Ajde, Klaudija, probaj. Ajde. Na sredino. Mat? Ajde. Bravo, viš, kak ste super prevzela. 20. Bravo, ti bi svojega oživela, sigurno. Se pa? Malo se čutko, stisni popusti, stisni popusti. Kaj zdaj stiskamo me? Ja, Šti da boš polamala, Lena. v redu, lahko Okej, pričujete. če se ni lahko Glejte, motla in Nič, to vprašanje. Dalje. Glejte, tako čisto zmerno, ne, se to zgodi. Gdje se neki poči, ne? Definitivno. Tudi prsni koš potem tako čudno dela, ne, ko vi stise delate. Ampak to pomeni, da delate dobro. Dobro delate, če Lepa, čakaj. čakajo rebra, ne? Tako, super. Super. Ne vavel nazad, ne bomo razgledali polama. Pritisni elektrodi na kožo. Ta je šolski, zato malo drugačen. Ne dotikaj se bolnika, analiziram srčni ritem. Ne dotikaj se bolnika, analiziram srčni ritem. Svetujem šok. Aha, in pa še več Odmaknite se, odmaknite se. prožil bom še reči, ne? Prošel bom, odmaknite se. Šok izveden. Dalje je reda, tako. Takoj, ko on sproži, ne, ponavadi kaj naredi z njimi, ne naredite po filmih, da oni skočijo, ko ne ve, kaj se Ona hoče 30, Jože. Ja, pri 30 se meja, ne? Bravo. No, pripravi se. Pripravljaj. Ajde, pet. Bravo. Malo bolj tako, ja, dajmo in 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in 6, tako. Na kolici si popevel v ozadju. Tako. Pošlo? Irena? Ja. Ne, sicer vse doma je to drugače, ko bi ti adrenalin delal, ko se karkoli zgodi, sploh ne razmišljaš, da nekaj boli, načeloma se trudiš, Ja, pa to je narediš. res, ja. Tako, načeloma se trudiš, pa narediš vse, ne? Super, nalepi sam gor.